Dober dan, pa lep pozdrav vsem. Lepo vas je videti. 20 let izkušenj, pa eni izmed vas imajo 20 let, so stari, tako da juhu! Ja, hvala. Kaj povedati o tem, kako se predstavimo na tujih trgih? Vsi nekako pred mano oziroma v tem prvem delu so ženske, ki so same začele in so se same nekako odločile, da bi svojo idejo predstavile trgu. Jaz sicer prihajam iz ene inštitucije, ki na Hrvaškem zaposluje skoraj 100 ljudi, in ki je zelo dobra in dobra podpora. Pa seveda po svetu imamo 17 predstavništev in je to kar en sistem, v katerem je mogoče lažje delati, zaradi tega, ker imamo sektor, ki se ukvarja z brandom, sektor, ki se ukvarja z oglaševanjem, sektor, ki razvija produkte in tako naprej. Ampak kot predstavništvo take velike inštitucije v Sloveniji smo samo dve. Jaz in moja sodelavka, in mi pa delamo res vse. Od tega, da jaz vozim Škodo karavan, ne zaradi tega, ker obožujem karavane, ampak zaradi tega, ker tudi včasih, ne včasih, ampak skoraj vsakič, nosim vse te prospekte pa stvari, pa mi Tanja pomaga in tako naprej. V glavnem, malo sem vam poskusila predstaviti, kaj pomeni inštitucija in kaj pomeni predstavništvo. Mogoče moji kolegi v Rusiji ali pa ZDA, Franciji in Angliji imajo nekoliko lažje delo, ker je zelo enostavno postaviti sliko Dubrovnika ali pa Splita ali pa plaže na Bolu, ki je vsi nekako poznamo. V Sloveniji je to velik izziv. Zaradi tega, ker dajmo začeti od zadnje kampanje, ki je bila v Sloveniji, ki se nama zdela mogoče malo nesmiselno, ampak ko greste v brand kampanjo, ta brand kampanja za vse trge je ista. Mogoče se malo prilagaja v vsakem posameznem trgu. In je kampanja je bila Trust me, I've been there. Se pravi, verjemite mi, jaz sem bila tam. V Sloveniji zelo težko je najti človeka, ki ni bil vsaj enkrat na Hrvaškem. Nepomembno kje. Tako da mi poskusimo na nek način mogoče malo približati tiste skrite kotičke, ki niso prav vsima v glavi. In zaradi tega, ker imam inštitucijo, ki se zelo resno ukvarja z brandom Hrvaška kot turistična destinacija, potem pa to izgleda, da se veliko ukvarjamo z raziskavami, da raziskujemo, kaj se dogaja na trgu, kakšne so asociacije, če omenite Hrvaško nekje na tujem trgu. In seveda prvo, kar vsem pride na pamet, to je morje. Jaz se opravičujem, če mi bo kakšna beseda ušla v hrvaščini, ker slovenščina ni moj materini jezik, ampak upam, da me boste razumeli, če ne me kar prekinite. Hvala. V glavnem, morje je prvo, kar se spomnimo, ko omenimo Hrvaško. Seveda druga stvar je narava, in če primerjamo tudi z našimi konkurenti, ki so Turčija, Italija, Grčija ali pa Španija, Hrvaška nekako je prva z morjem. Vsi ostali, če se recimo odločijo za Italijo ali pa za Španijo, seveda ne pride morje prvo na pamet, prvo so gradovi ali pa kultura oziroma mesta, pa kultura pa tako naprej. To so pa resne raziskave. To pomeni, da smo na trgu, to je raziskava, ki je bila skoraj več kot 10 let nazaj, malo manj, ko smo delali strategijo, zdaj imamo novo, ki je v izdelavi. Strategija, ki je obsegala 10 trgov, tujih trgov, vidite gor na začetku okrog 260 milijonov ljudi,
smo zajeli in zaradi tega, ker smo si malo hoteli predstaviti, kako vsi tuji trgi doživljajo Hrvaško. Od vseh teh 260 milijonov ljudi, 147 jih je nekako prepoznalo Hrvaško kot turistično destinacijo, ostale pa sploh niso vedeli, kje je Hrvaška. Razumevanje, se pravi, tih 147, 66 milijonov jih je razumelo, kaj pomeni turistična Hrvaška, od tih 66 pa jim je atraktivna bila, se pravi 56 milijonov, pa si jih lahko privoščilo 48 milijonov ljudi. Na dolgi rok si nameravajo priti na Hrvaško, se pravi nekje do 5 let 33 milijonov ljudi, na kratki rok do 3 leta 18 in tisti, ki si želijo mogoče v pred- in po sezoni priti, jih je zelo malo, 10 milijonov ljudi. Kar se tiče številk, Hrvaška je leta 2019, ko je vse bilo normalno, zabeležila okrog 110 milijonov nočitev. Zdaj to leto smo prišli nekje na 80 milijonov. To je, če poenostavimo stvari, če bi vzeli recimo 1 evro turistične takse, to je 80 milijonov prihodkov in to je super, ampak potem morate seveda odštevati stvari in tle pride do težav. Jaz sem se nekako odločila, da bi vam kroz gastronomijo predstavila, kako pozicionirati brand Hrvaška v tujini oziroma kakršnikoli, če bi recimo tudi Slovenija se, kar se predstavlja kot gastronomska regija, smo v tem letu, ko je razglašena Slovenija kot gastronomska regija v Evropski uniji, oziroma dobili ste že drugo leto zapored Michelinove zvezdice, kar je super in je to zelo prepoznavno. Hrvaška, ko naredite tisto veliko raziskavo, potem pridete do segmentacije. Segmentacija, kar se tiče recimo enologije in gastronomije, to so dva segmenta, pari brez otrok in zaposleni, ki so otroci že odšli oziroma so na fakulteti. To so obe skupine, ki lahko potujejo takrat, ko ni gneča, ko ni neka konica, upam, da sem dobro besedo uporabila, in imajo dovolj denarja, da si privoščijo in da si vzamejo čas, da se sprostijo nekje drugje. Potem, ko smo segmentirali naše potencialne gostje, smo seveda razdelili Hrvaško tudi na regije. Pa imamo Dalmacijo, ki smo jo razdelili tako na 4 dela, Dubrovnik, Split, Šibenik pa Zadar, grad, mesto Zagreb, Istra, Kvarner, Lika, Slavonija, ki zajema eno veliko področje, pa še srednja Hrvaška. In vsaka ta regija ima neko svojo specialiteto, ki je poskusimo dati na glas na njo. Seveda, da tle tuji gostje, ne vem, mogoče jim pride na pamet tartufi ali pa riba ali pršut, to je tisto prvo, kar se recimo spomnijo, ko omenimo Hrvaško, ali pa tisti, ki bolj poznajo, je kulen. Gastronomijo, promocijo gastronomije delamo kako na domačem trgu, tako tudi na ostalih trgih. Na domačem trgu je tle omenjeno, to so specializirane delavnice na temo gastronomije in enologije z združenji, z savezi, potem pa imamo, kot je Hrvaški sommelier klub, kulinarska zveza, Hrvaška kulinarska zveza, potem so to Istra Gourmet festival, Istrski gušti, Dubrovnik Fest Wine, vinski festival. In vse to je pomembno ne samo zaradi domačega trga, ampak tle so vabljeni tudi vsi tuji novinarji, ki se ukvarjajo z gastronomijo oziroma gastronomija, ki je povezana z turizmom. Tisto, kar nam je mogoče bolj pomembno za prepoznavnost znamke, je sodelovanje z Michelin brandom, ki je svetovno znan. Mi zdaj že 4., 5. leto, Tanja, 5. leto zapored pridobivamo nove zvezdice, zdaj jih imamo kar 10, sicer nobena nima 2 zvezdice kot vaša Ana Roš, ampak se trudijo. Ja. V glavnem, Michelin je nekaj, kar je res prepoznavno. Če
kjerkoli v svetu poveste, da imate v svojem mestu oziroma v svoji regiji ali pa da ste šef take restauracije, potem vas ljudi gledajo na drugačen način. Pa seveda oni ponujajo tudi te platforme, na katerih so omenjene ne samo države, regije, napisano ime, lokacija restauracije, ocena, kaj je sploh šef, kdo je v tem. No. Preden, ko začnemo s tem, bi vam povedala, recimo z Michelinom sodelujemo tudi v organizaciji Four Hands Dinner. Nismo še tega delali v Ljubljani, ampak je bil Milano in Pariz. V Milanu boste videli z enim italijanskim šefom, je bil tudi naš šef, ki ima zvezdico. Tako da bom malo pokazala, kako to izgleda. Za influencerje seveda. Če so taki luštni šefi, je še bolj zanimivo. Instagrammable. V glavnem Deni je dobil svojo prvo zvezdico v restavraciji Draga di Lovrana, potem zdaj je še v drugi restavraciji Nebo, ki je zraven reke v Hiltonu in je pridobil še eno Michelinovo zvezdico oziroma v 2 različni restavraciji. Po Michelinu je tudi sodelovanje z JRE in to so zelo take znane svetovne znamke. JRE pa je združenje, v katerem je več kot polovica šefov, ki imajo svojo Michelinovo zvezdico in seveda, da so tle tudi z njimi organizirane študijske poti, na katerih potem se prav gre do proizvajalcev lokalnih sestavin in jih spoznajo vmes, tako da vejo, kaj jejo, ne, na koncu koncev. In je še ena in to je Gomio. V Sloveniji tudi imate Gomio. Mogoče JRE ni toliko prepoznaven v Sloveniji, ampak delajo na tem, da bi se mogoče malo bolj spromovirali, ampak Gomio je zelo znan, prišel je pred Michelinom v Slovenijo. Na Hrvaškem recimo, razen ko imamo promocijo na njihovih spletnih straneh, se organizirajo tudi večerje, na katerih so povabljeni seveda oziroma tudi kuhajo šefi, znani šefi, pa novinarji, tuji in domači novinarji in potem seveda še lahko zvejo direkt od vseh udeležencev, kaj se dogaja. Razen vsega tega so tle delavnice na temo gastronomije, enologije, ali so to prezentacije vin, ali so to prezentacije izdelk ali pa sestavin, pa vse neke variacije na temo za kuhanje. V glavnem so povabljeni tuji restauraterji, tuji proizvajalci hrane in vina, tuji novinarji, influencerji in tako naprej, in to je ena izmed dobrih promocij. Chef Stage je nekaj, kar je začelo 3-4 let nazaj in to je drugače moj prijatelj, ki je šel z mano na fakulteto nekaj let nazaj, je ustanovil ta Chef Stage. Njegov namen je bil, da nekako združi vse šefe, ki so najprej v Evropi, potem pa seveda še daljše, na eni konferenci, na kateri bi se pogovarjali o tem, s kakšnimi težavami se ukvarjajo, kaj vse lahko naredijo, pa na koncu koncev tudi, da promovirajo mlade, ki mogoče še so v srednji šoli
in jih na koncu zberajo 2 ali 3, ki jim podelijo tudi štipendije na zelo znanih fakultetih, kar je poanta v tem, da se izobražuje kader. Mi smo na zadnjem Chef Stageu v Šibeniku jih je bilo nekaj čez 100. Se pravi, od šefov, ki imajo 3 zvezdice Michelinove pa navzdol. Mislim, da je tle nekje Mojmir Šiftar, pa je Debeluh, pa je Marko Paus, pa je nekaj šefov je bilo, ki smo jih peljali dol. In to je na koncu pripeljalo do enega projekta, ki smo ga mi delali 2018 v Sloveniji. In to je pop-up Chef Stagea, na kateri smo zelo ponosni zaradi tega, ker tisti, ki se ukvarjajo z eventima, in to je prej ena gospa imela svoje predavanje, ve, da to traja, zorganizirati en tak event traja enih dobrih 6 mesecev, da bi na koncu vse to dali v en dan oziroma v en filmček, ki traja mogoče 2 minuti in vsi smo navdušeni nad tem. Ampak zbrali smo, poanta je bila 6 hrvaških šefov, 5 hrvaških šefov, 5 slovenskih šefov, združenje, povezava, 3 slovenska vina, 3 hrvaška vina, veliko medijev, veliko poslovnežev, zaradi tega, ker na takih dogodkih tudi ljudi dobijo neko idejo za team building, za organiziranje konference, se pravi ta mogoče MICE del. In jaz bi vam rada pokazala zdaj ta filmček, ki traja sicer, jaz mislim, manj kot 2 minuti, ampak 6 mesecev je v tem filmčku. Čisto, da veste, kaj se dogajalo v Ljubljani. Dobri stari časi. To pomeni ukvarjati se z promoviranjem brenda, vsaj z gastronomijo je zelo enostavno spromovirati brend. Na koncu se šteje to, koliko imate objav, koliko imate v tiskanih medijih, na spletu, na socialnih omrežjih in koliko ljudi potem govorijo naprej o tem, kaj in kako in kaj so doživeli, a jim je bilo všeč, če jim je bila dobra hrana in je to. In jaz se res zahvaljujem, da po 2 leti, odkdar je začela ta korona, da lahko govorim o turističnem izdelku, da ne rabim razlagati ukrepe, kar je že dovolj tih ukrep. Na koncu je to recimo nekaj, kar je bilo na začetku 2015 in koliko smo napredovali od takrat v letu 2020, se pravi, da je naša znamka je dobila več odstotkov na tih 260 milijonov ljudi, je par procentov je kar dobra številka. In
In je to. In če imate kakršnih koli vprašanj, lahko se obrnete ali na mail, ali na telefon, ali pa vprašate, tle smo. In najlepša hvala, Kozmo, za priložnost, najlepša hvala vam, da ste me poslušali. In to je to.